Končano je svetovno prvenstvo v motokrosu. Na veliki nagradi Avstralije Tim Gajser na zmagovalnem odru razreda MXGP tretji. Sven Cerjak in Gregor Zorko tretja v Krškem na finalni preizkušnji Evropskega prvenstva parov v Speedwayu na 250 kubičnih motorjih. Člani AMD Štefan Kovač, Murska Sobota, so v Mačkovcih v 2 dneh gostili 2 dirki ELF državnega prvenstva Slovenije v motokrosu. Dobrodošli v AMZS. Varnost se začne pri nas. AMZS. Z dirko v Darwinu v Avstraliji se je končalo letošnje svetovno prvenstvo v motokrosu. Na veliki nagradi Avstralije sta slovenske barve v razredu MXGP znova branila Tim Gajser in Jan Pancar. Gajser je na avstralskih tleh, kamor se je svetovna karavana motokrosa vrnila po 24 letih, v kvalifikacijah osvojil 5. mesto. Pancar pa je v cilj kvalifikacijske vožnje, ki jo je dobil Lukas Kunen, pripeljal na 18. mestu. V nedeljo so nato izpeljali le eno vožnjo, saj je drugo preprečil močan naliv, ki je progo namočil do te mere, da ni bila varna za dirkanje in so jo odpovedali. Prvo vožnjo je bil najboljši in najhitrejši znova Lukas Kunen. Belgijski voznik jo je dobil z veliko prednostjo. Gajser je v cilj pripeljal na 3. mestu za Jeffreyem Herlingsom. Romain Fevre si je s 4. mestom zagotovil nedosegljivo prednost v skupnem seštevku in je osvojil naslov svetovnega prvaka. Jan Pancar je ciljno črto prečkal na 14. mestu. V skupnem seštevku razreda MXGP je Gajser sezono svetovnega motokros prvenstva končal na 9., Pancar pa na 11. mestu. Krško je gostilo tretjo in hkrati zadnjo dirko Evropskega prvenstva parov v Speedwayu na 250 kubičnih motorjih za voznike od 12 do 16 let. Slovenske barve sta pod vodstvom Gregorja Arnška znova branila Sven Cerjak in Gregor Zorko. Slovenska dvojica je na domači stezi stadiona Matije Gubca in pred domačimi gledalci imenitno opravila nalogo. V skupini A sta Slovenca zaostala le za odlično reprezentanco Poljske. Drugi tekmeci pa Cerjaku in Zorku tokrat niso bili kos. Fanta sta potem iz dirke v dirko pokazala boljše vožnje, prešla tega pritiska domače publike in rezultata in na koncu prikazala najboljše vožnje. Ob navdušenem občinstvu, ki je vse skozi navijalo in mu spodbujalo slovenska voznika, so Cerjaku in Zorku v hrbet gledali Estonca, Čeha ter tudi francosko-slovaški par. Vztrajal sem na zunanjih pozicijah, tako smo se tudi pol z Gregorjem dogovorila, ker v drugi vožnji sem probal iti noter, pa sem 2-krat skoraj padel, ker mi je zelo drsel noter. In pol v boksu smo se tudi tako dogovorili, da se zamenjamo z Gregorjem, grem jaz zunaj, Gregor noter, tako nam je tudi bolj pasal. To je Sloveniji prineslo borbo za 3. mesto z Nemci. Iz štarta me je fejs dvignilo, pa sem se mogel popravljati, pa sem ostal čisto od zadnji. Sicer sem bolj še lovil, ampak nisem mogel priti zraven. V zadnji finalni vožnji, kjer smo vozili z Nemci, sem dal vse od sebe. V prvem ovinku sem videl, da se mi približuje, sem ga zaprl in je ratal zmagati. S to zmago si je Slovenija privozila 3. mesto na dirki v Krškem, ki so jo sicer dobili Poljaki. V finalu je bil poljski dvojec namreč boljši od danske dvojice.
Poljska je na koncu premočno slavila tudi skupno zmago za evropsko prvenstvo parov na 250 kubičnih motorjih pred Dansko in Nemčijo. Sloveniji je pripadlo končno 4. mesto. Mi smo letos osvojili za 3. zaporedoma nehvaležno 4. mesto, zgleda, da smo kar zapisali na to mesto na dirkah. Serija 3 dirk, na teh dirkah je najbolj važna konstantnost voznikov. Mi smo imeli na teh dirkah preveč sklonov in padcev, to se potem na koncu pozna samo domačen rezultat. Jaz sem zadovoljen s svojimi nastopi. Naredili smo to, kar smo lahko. S skupnim rezultatom nisem najbolj zadovoljen, ko sem ciljal na stopničke, žal ni ratal. Brez dvoma sta Cerjak in Zorko letos na številnih mednarodnih dirkah dokazala, da se lahko povsem enakovredno kosata z evropsko speedway konkurenco. Zdaj pa ju čaka velik izziv, saj bosta v naslednji sezoni že tekmovala na 500 kubičnih motorjih. Dobrodošli v AMZS. Varnost se začne pri nas. AMZS. Člani AMD Štefan Kovač, Murska Sobota so v Mačkovcih v 2 dneh pripravili 2 dirki Elf državnega prvenstva Slovenije v motokrosu. V lepem sončnem vremenu jim je tako v soboto kot v nedeljo uspelo izpeljati preizkušnji, ki so si jih ogledali tudi številni gledalci. V razredu MX85 je bil v soboto najboljši Taj Goleš. Čeprav je v prvi vožnji za las ugnal Tima Repnika, je nato v drugi tekmecem jasno pokazal, da ga v letošnji sezoni zanimajo samo najvišja mesta. Za Goležem sta se zvrstila Repnik in Lovro Prijatelj. V nedeljo pa je na progi največ pokazal Tim Repnik ter prišel do lepe zmage, s katero je ostal v boju za naslov državnega prvaka. Drugi je bil tokrat Leo Gajser. Taj Goleš pa je pristal na 3. mestu na zmagovalnem odru. Imel sem prejšnji teden zlomljen prst in se nisem mogel najbolj zbrati zaradi bolečine. In zatikalo se mi je. Je pojasnil Lovro Prijatelj, zakaj je v nedeljo ostal tik pod zmagovalnim odrom na 4. mestu. Veteranska razreda sta vozila skupaj. Med mlajšimi v kategoriji veterani 40 je v soboto dirko dobil Matej Žvan pred Borutom Koščakom in Janezom Ceglarjem. Tudi v nedeljo je Žvan dominiral na progi in ni dovolil presenečenja. V obeh vožnjah je bil najhitrejši in nepremagljiv. Drugo mesto je spet zasedel Koščak, tretje pa je pripadlo Boštjanu Mavru. Starejša veteranska kategorija, veterani 50, je bila v soboto povsem v znamenju Leona Ferša, ki je suvereno dobil obe vožnji. Na mestih 2 in 3 sta se zvrstila Tomaž Jankovič in avstrijski voznik Georg Kainz. V nedeljo je bil med prekaljenimi motokrosisti, ki pod čeladami sem in tja sramežljivo že skrivajo tudi kakšen siv las, najboljši Avstrijec Werner Lakner. Sobotni junak Ferš je bil drugi, tretji pa Jankovič, v soboto sicer drugi. Najbolj izenačeni so bili vozniki v razredu MX65. Oba dneva so odločale malenkosti. V soboto se je zmage razveselil nepopustljivi Matic Žibek. Drugo mesto je zasedel Vit Rus, tretji pa je bil Matic Maček. V nedeljo na to sobotni zmagovalec ni bil v ospredju. Prva dirka po 4 krogah se mi je prepiknila guma, sem vozil 4 kroge s prepikljeno gumo. Mladi fantje so se v nedeljo znova brezkompromisno pomerili. Tokrat je največ iz sebe in motorja iztisnil Vit Rus, ki je bil premočan za vse tekmece. Matic Maček je bil tokrat drugi, tretje mesto pa si je privozil hrvaški voznik David Dorčič. Nekatere sta 2 dirki v 2 dneh utrudile. Malo so me roke bolele, pa nič drugega. Zelo so me bolele rame od včeraj.
Najmlajši vozijo v pokalnem prvenstvu na 50 kubičnih motorjih. Tudi tokrat so se pogumno lotili zadane proge. V soboto sta se za zmago merila Rožle Glavan in Andreas Ploh. Uspešnejši je bil slednji. Na 3. mestu skupno je pristal Noel Hirschenhauser. Max Jereb, do te dirke nepremagljiv v vseh vožnjah v tem razredu, je bil šele 4. Tudi v nedeljo so mladi upi motokrosa brezkompromisno drveli po progi. Tokrat pa se je Glavan oddolžil Plohu in ga je premagal, ter se je zavihtel na vrh zmagovalnih stopnic, čeprav Štart ni bil v redu, pa sem se poboril do 2. mesta. v drugi vožnji pa je Rožle Glavan štartal bolje, ter na koncu tudi prvi pripeljal v cilj in si tako privozil prvo mesto na dirki. Andreas Ploh je bil drugi, na 3. mestu pa je stal Jean-Luca Kosaber. Zadovoljni in z nasmehi na obrazih so bili vsi udeleženci dirke v tem razredu. V pokalnih prvenstvih MXP2 in MXP Open sta v soboto do skupnih zmag pripeljala Jan Jakob v šibkejšem in Bijan Milošič v močnejšem razredu. Enako pa je bilo tudi v nedeljo, saj sta Jakob in Milošič ob koncu dneva vnovič slavila prvi mesti. Danes je bila kar malo težja proga, zato ker so bile težje linije, ampak so organizatorji kar lepo poskrbeli za progo, jo zalivali. Razredi MX125, MX2 in MX Open za državno prvenstvo so vozili skupaj. Lukas Osek je bil v soboto najboljši na 125-kubičnem motorju, pred avstrijskim voznikom Manuelom Laknerjem. Val Slavec pa je bil tretji. Popolnoma identičen vrstni red je bil tudi po nedeljskih vožnjah. Osek je ponovil sobotni uspeh in vnovič suvereno prišel na vrh zmagovalnega odra. Ob njem pa sta se spet zvrstila Lakner na 2. in Slavec na 3. mestu. Razred MXD je v soboto pripadel Mihi Vrhu, ki je ugnal vse tekmece. Drugi je bil hrvaški voznik Šimun Ivandić, tretji pa Alen Gajser. V nedeljo je bil Miha Vrh ponovno najboljši in je zanesljivo zmagal. Drugo mesto si je privozil Alen Gajser, na 3. pa je tokrat prišel Tilen Demšič. Odprti razred je pritegnil precej pozornosti. V soboto je dirko v tej kategoriji dobil Žan Žaler. Drugo mesto je zasedel avstrijski voznik Michael Lakner, tretji pa je bil Miha Bubdič. V nedeljo je Žaler ponovil sobotni uspeh. Uspela sta mi 2 odlična štarta, tako da posebnosti ni bilo neki velik, ker ko štartaš od spredi, je zelo lažji. Je pol dela opravljenega. Vseeno se je moral za zmago pošteno potruditi, saj je čutil posledice sobotnih voženj. Danes mi je bilo težji, sicer včeraj sem imel pa malo probleme z rokim, ampak sta mi oba dneva odlično rotala. Drugo mesto v nedeljo je zasedel Denis Jakša, tretji pa je bil Davorin Gerlica, ki se je prvič uvrstil na zmagovalni oder na dirkah državnega prvenstva v odprtem razredu. V nadaljevanju. Voznice in vozniki kartinga so za točke državnega prvenstva Slovenije tekmovali v AMZS Karting in motošportnem centru v Sloveniji vasi. Na poligonu društva Gas Vrtejba v Vrtojbi so hrumeli motorji v državnem prvenstvu Slovenije v mini cestno-hitrostnem motociklizmu. Enej Krševan je tekmoval v razredu Moto2 v Mizanu v Italiji na preizkušnji za evropsko prvenstvo v cestno-hitrostnem motociklizmu. Dobrodošli v AMZS. Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
Četrto dirko državnega prvenstva Slovenije v kartingu so priredili člani AMD Ptuj v AMZS Karting in motošportnem centru v Sloveniji vasi. V lepem sončnem vremenu so imeli vsi udeleženci praktično idealne razmere za dirkanje. Razred Mikro je bil vnovič v znamenju Timona Grgiča. Na četrti dirki sezone je vknjižil še četrto zmago. Na progi je vozil suvereno, v ovinkih po potrebi tudi malce previdno in je tekmece rutinirano pustil za seboj. Drugo mesto si je privozil Žak Krajnc, na tretjem pa je tekmovanje v Sloveniji vasi končal Renej Štokl. V razredu Mini je v slovenskem državnem prvenstvu tokrat spet prevladoval Filip Ferk-Žerak, ki je avgusta na Vranskem zaostal za Neli Štrajhar. Pa me skrbimo zadnji dirki, ko je bilo Neli za mano in me je probala prihiteti, sem nekako draga pozicijo. Neli Štrajhar je bila tokrat druga. Novo priložnost, da užene Filipa Ferka-Žeraka, bo imela znova na zadnji dirki sezone državnega prvenstva v oktobru. Razred junior je bil tokrat v domeni Nika Breclja. Pred zadnjo dirko tekmovanja FIA Academy Trophy Junior v Cremoni v Italiji si je dvignil samozavest z zmago v domačem prvenstvu, čeprav mu ni šlo vse gladko. Težava mi je lodo malo povzročilo, ko mi je sred druge dirke uhasil motor in potem opet nazaj v žetva, če ne pa ne. Na drugi stopnički odra za zmagovalce je stal Maj Tušek Haladeja, tretje mesto pa je zasedel Angel Frančeškin. V razredu Rotax Max je bil v napetih bojih na stezi najboljši in najuspešnejši Nik Trobec. V seštevku 3 voženj je zbral največ točk in se zasluženo povzpel na najvišjo stopničko zmagovalnega odra. Ko smo prejšli 2 zmage, smo tudi se približali prvemu mestu v državnem prvenstvu. Zato je bil Trobec upravičeno zadovoljen. Ta vikend nam je končno vse šlo in da smo naredili eno lepo dirko. Na drugem mestu je pristal Maj Sadar, ki vodi v skupnem seštevku pred zadnjo dirko sezone. Tretji je bil tokrat Nejc Košenina. V razredu DD2 je premoč na tekmeci na progi demonstriral Taj Kovačič. Brez večjih težav je opravil s konkurenco ter se veselil zmage. Drugo mesto v seštevku 3 voženj si je privozil Matic Kolmanič, tretje pa Taj Šiler. Pred voznicami in vozniki v državnem prvenstvu Slovenije v kartingu je le še sklepno dejanje sezone, zadnja dirka, ki bo prvo nedeljo v oktobru na kartodromu v Novem Marofu na Hrvaškem. Zadnja dirka sezone, zadnja priložnost, da dirkači osvojijo naslov državnega prvaka v mini cestno hitrostnem motociklizmu. Karting steza v Vrtojbi je tradicionalno gostila zaključek sezone državnega prvenstva Slovenije in tudi tokrat gledalci niso bili razočarani. Za prvo dirkaško akcijo so poskrbeli že dirkači v razredu Mini Moto 10, v katerem je Kristjan Možina prišel do 5. zaporedne letošnje zmage in prvega naslova državnega prvaka. Z letošnjo sezono sem zadovoljen. Ful sem vesel, da sem prvak. Pa vesel sem, da sem lepo odvozil to dirko. Drugi na dirki v prvenstvu je bil Žan Vodeb, tretji pa Nejc Farkaš. Tudi v razredu višje je med nadarjenimi vozniki en izstopal. Jakob Štiftar je bil tudi v Vrtojbi korak pred konkurenti. Z novo zmago v krstni sezoni v razredu Mini Moto 14 je prišel do prvega naslova državnega prvaka. V bistvu sem zelo zadovoljen, že od začetka sem vedel, da v bistvu bom naredil naslova. Ker že prejšnjo leto sva z Davidom imela na par točk razlike in sem točno vedel, da bom letos naredil ta naslov. In jaz sem se tega naslova zelo želel in res sem zadovoljen.
David Štilec je v skupnem seštevku prišel do naziva državni podprvak, tretje mesto pa si je na zadnji dirki sezone priboril David Ivanušič. V kategoriji Mini Moto Open je bilo sicer že vse odločeno predčasno, vendar sta se za čast in slavo vseeno pošteno pomirila državni prvak za sezono 2025 Jan Poropat in Kaj Zupan Vehabovič. Slednji je bil najbolj spreten na zahtevni stezi, na kateri je Poropat dvakrat padel, vendar vseeno končal na zmagovalnem odru. Na skupno drugo mesto na dirki je prišel Tajko Mel. Ni bilo to, sam sem naredil napako, malo sem pretiraval, če bi bolj pametno vozil, tega se ne bi pripetilo, oziroma nisem imel kaj izgubiti, zato sem šel tako. Sem vesel, da lahko zaključim svojo slovensko minimoto kariero zmago. Na večji motor je na 250, ki je pa mogoče v Sloveniji vozil še vale 190. V konkurenci voznikov skuterjev je naslov državnega prvaka še drugo leto zapored osvojil Andrej Ramšak, ki je na zaključku sezone v cilj pripeljal na drugem mestu. Zmaga je šla v roke Hrvata Maura Matejčiča. Sezona je bila super, vse dirke so bile suhe, kar je bilo najbolj pomemben, vse je šlo skozi brez kakršnih večjih težav, tako da smo ostali njesti in motor cel, tako da je bilo res super. V razredu Mini GP10 smo videli veliko lepih, a tudi žalostne trenutke. Lepši je bil tisti, v katerem je s tretjim mestom do naslova državnega prvaka prišel voznik domačega kluba Matija Kodarin. Žalosten pa, ker se je mladenič odločil, da bo to njegova zadnja dirka v karieri. Zmaga na Primorskem je odšla v roke Ivana Tadića z Hrvaške, ki bo v naslednji sezoni nove izzive iskal v tujini. Ker to je prvi naslov državnega prvaka, zato sem delal zelo dobro. Prva dirka, sicer ni bilo še Hrvata, mi je uspelo biti dvakrat prvi, čeprav sem padel v prvem ovinku. Čez sezono sem bil večinoma drugi, zato mi je uspelo priti do vsem. V razredu višje Mini GP12 je v krnjeni konkurenci naslov prvaka Slovenije osvojil Pavlo Scarona. Prvo zmago v karieri pa je vknjižil novinec Anže Rupnik. Zadovoljen sem zelo, še posebej zato, ker danes motor deloval tako, kot mora, ker na moji prvi dirki ni, zato smo z ekipo probali uštimati in nam je tudi ratalo. Dirki dneva sta po mnenju strokovnjakov in gledalcev pripadli voznikom Supermota, v središču pozornosti pa sta bila Andraž Osenk-Drčar in Mejo Habjan. Oba sta na stezi pustila srce in tudi nekaj sledi kombinezona, saj sta v prvi vožnji oba padla, Habjan celo dvakrat. Osenk-Drčar je bil bolj zbran in kljub težavam osvojil skupno 50 prvenstvenih točk, kar pa je bilo vseeno premalo, da bi s prestola prvaka izrinil Neja Habjana. Čeprav ni bil njegov dan, skupno je bil Habjan na tleh trikrat, je znal iz njega potegniti maksimum, ter si tako privoziti drugi naslov državnega prvaka v razredu Supermoto v karieri. V bistvu celo sezono sem dajal vse od sebe in zdaj se je poklopil. Čeprav tole zadnjo dirko smo imeli malo težav, par pacov, ampak se vse ni šlo, koliko smo hoteli. Malo smole je bilo v Sloveniji vasi z vodno pumpo. To me je tudi koštalo konec koncev prvenstva, ampak dobro, bo naslednje let boljše. Sezona se je za nekatere končala s pozitivnim pridihom in veliko veselja, za druge pa žalostjo zaradi poškodb, razočaranja in konca športne poti. Toda sezona 2026 bo kmalu potrkala na vrata in zgodaj spomladi se bo za dirkače začel nov lov na državne lovorike v mini cestno hitrost na motociklizmu. Eno članstvo za vse družinske člane in za različna prevozna sredstva. Preverite prednosti in ugodnosti AMZS članstva. Dirkališče v Misanu v Italiji je gostilo 5. preizkušnjo Evropskega prvenstva v cestno-hitrostnem motociklizmu. V razredu Moto2 je na stezi Marko Simoncelli za moštvo Chiati Boscoscuro vozil tudi Enej Krševan. Mladi voznik iz Vipave, ki letos premierno vozi v Evropskem prvenstvu v tem razredu, je 17 krogov dolgo preizkušnjo končal na 12. mestu. Osvojil je 4 nove točke za skupni seštevek
v katerem se zdaj s 13 točkami 2 dirki pred koncem Evropskega prvenstva nahaja na 21. mestu. V nedeljo 28. septembra bo v Lendavi na sporedu prva dirka državnega prvenstva Slovenije v Speedwayu. Prav tako v nedeljo 28. septembra bo na radizelski progi potekala 7. dirka sezone Elf državnega prvenstva Slovenije v motokrosu. V soboto, 4. oktobra, se bodo 6. v sezoni za točke državnega prvenstva Slovenije merili vozniki in voznice triala. Preizkušnja bo v Kočevju. Nedeljo 5. oktobra bo na dirkališču Grobnik nad Reko zadnja dirka sezone državnega prvenstva Slovenije za cestno-hitrostne motocikliste. Prav tako v nedeljo 5. oktobra bodo sklenili državno prvenstvo Slovenije voznice in vozniki kartinga na preizkušnji v Novem Marofu na Hrvaškem.